Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Pred vrati, pred durmi, pravzaprav bi lahko rekli, so tudi nove volitve županov mestnih občin oziroma županov občin prav povsod po Sloveniji. Teh občin seveda ni malo, Bog si ga ve, kako je pravzaprav to točno število, seveda jaz ga ne vem, verjetno vas tudi ni malo tam zunaj, ki poslušate ta prispevek. Kakorkoli, veliko novih ali pa starih županov bomo imeli in danes sem se odločil, da bom vam predstavil enega zelo zanimivega kandidata za župana mesta Maribora, in sicer je z nami gospod Jože Gorjup. Jože Gorjup za župana, to so bile vaše prve besede, ko ste stopili danes v studio. Ja, lep pozdrav vsem volilkam in volilcem in tudi vama dvema tu v studiu. Torej, gospod Jože Gorjup, pravzaprav ne poznamo vas, ne vemo dosti o vas, pravzaprav niste se preveč pojavljali v javnem življenju. No, naj se predstavim, jaz sem Jože Gorjup, bodoči župan mesta Maribor. Tako prepričani ste? Ja, sigurno. To sem izvedel že prejšnjo soboto, ko smo ga gori na Malečniku malo srali, pa sem šel vedno točit, ker tisti pravi Mariborčani gremo vedno še malo spustiti, kot se pravi dol po bregu, ne. In ko sem pogledal vse te lučke spodaj v kotlini, mi je nekako toplo pri srcu postalo ta naš Maribor, ko radi pravimo, ne. In ko sem se že obrnil, da grem noč, sem še enkrat pogledal, pa sem rekel, ne, to kar vidim tu, to more biti moje. Zdaj kupiti ne morem, bom pa župan. Ne. Ja, res neverjetno. No, sicer pa kar takoj prvo vprašanje, gospod Jože Gorjup, kandidat za župana Maribora, kaj bi spremenili, če bi postali župan? Ja, jaz sem zato prišel vsem, da vi mene vprašate. Jaz njem nobenih govorov. Jaz sem odgovoril na vsako vašo vprašanje, na vsako vašo, ne vem, vi dajte, zvagajte me, ne, kot dobro, gospod Ker jaz tak župan bom, mislim, to mesto je vse štima, sem pa jaz sem tista faca za župana, taki župan more biti. Ne da je ta slab, ali kaj, samo še boljše bilo, če bi jaz bil, ne, to je to. Aha, zanimivo, gospod Jože Gorjup, torej, jaz sem tu pripravil v bistvu 4 točke, o katerih bomo govorili. Prva je promet v mestnem jedru, vemo, velika težava je tukaj gostota prometa, predvsem pa večni problem parkirni prostori. Glejte, prvo, kaj je plave cone, treba absolutno ukiniti. Zakaj ljudem se sad še zadnji tolar ven razpustiti te redare sem pa tja, to tega sploh ne rajimo. Treba je te parke, ki tak crkujejo, dol porezati, narediti parkirna mesta, vse posod, ki je možno. Jaz pravim, vse posod, ki je, vse do Mariborskega otoka se treba parkirati. Treba tak narediti, da ne obiramo prometa, parkirišča, vse posod. Res, narediti treba ploščadi za parkiranje, te odprte garažne hiše, ko so v Italiji, to je vse treba po centru not narediti, ker v centru tak ne moramo več nekih stanovanj delati, ne. Moramo se pripeljati noter, ker taki smo mi kamot do vrat, če hočete, in to zastojn. To, ne, mislim, da je. Aha, zelo zanimivo, gospod Jože Gorjup, kaj pa na drugi strani tisti, ki pravijo, da je seveda prometa v samem strogem centru Maribora odločno preveč? Ja, to se strinjam. Avti nima kaj v centru sploh za delati. To je prvo, kam naredo. Ma kaki avti v mesto? Kiše, to je razen pri nas. Do Tezna, do Tabora, tu do Kamnice, ma nema, da čuje motora noter mesto. Vse more biti zeleno. Imaš Butlekovi parke dol podelali zaradi totih avtov. A ne se zajebavati, ma kaki promet? To treba biti neka oaza, pa nič čut, nič. Kdo imam opet, ga bo tišel Tezna, pa tam žgal bom, jaz njim dal, kamot pa to. Redarom duplo plačo dati, pa da bomo videli, kdo ga bo sral z avto po mestu. Ja, zanimivo, gospod Jože Gorjup, bomo seveda zadeve, ki jih govorite, pokomentirali malo kasneje. Naslednja točka, turizem. Turizem v mestu, pravzaprav lahko rečemo, za turistično promocijo Maribora je slabo poskrbljeno. Čujte, na tej stvari bomo res vsi skupaj mogli strniti, tako kot vi mediji, pa vsi moči. Vete, jaz imam en primer, ko sem za človeka, ki je bil tu na obisku, iskal majico z nekim napisom Maribor, vse nisem najdel. Vse ni bilo nikjer. Razen da v nekem starem zmrzovalniku, v neki dežurni trgovini je ležala. Noter, ko sploh ni bilo mesta, slučajno. In tu smo mi švoh. Pri nas sploh turistov ni. Mislim, pravim vam, tu trebamo se vsi skupaj potruditi, privabiti ljudi, imamo nekaj, zakaj bi ljudi sem prihajali, treba napolniti mesto z novimi obrazi in z debelimi denarnicami. Ja, zanimivo, gospod Jože Gorjup, kandidat za župana mesta Maribor. Kaj pa recimo Zlata lisica ali pa festival, in to sta verjetno svetli točki, takrat je tu veliko turistov, ne? Pa ja, mislim, kdo je bo vse kam dal? Pa vse mi turistov ne rabimo. To sem ravno hotel vam reči. Pa ki, pa kaj gužuja, toliko ste prejeditve. Pa same face, ko ne poznaš, razumeš, pa vsi nekaj gluparjo, pa mi ne rejmo nobenga. Treba narediti ceste mimo, da se sploh noben ne vstavi. Vse mi dovolj sami trošimo.
Ne se zajebati, hodimo v trgovine, pijemo, kupujemo cote, kaj še mi rajimo njihov denar, pa tu njihove face, da nam pokajo. Ne se zajebati, kaki turizem od tega ni denara, ni šans. Aha, zanimivo, Jože Gorjup, kandidat za župana mesta Maribor. Torej, naslednja točka, recimo bolj za mlade, zdaj nočno življenje. Mesto Maribor ima seveda resne težave z nočnim življenjem, nekaj morda svetlih točk, ampak načeloma. Ja, to je tudi, ne. To smo mogoče tam zunaj preko smo kadila se pogovarjala, ne. Treba odpiralni čas povečati, treba je življenje na ulici prenesti, pa tudi tak, da najstarejši obrt na ceste damo, vse bo pregledane, pa vsi vemo, da moramo si gume gor dati pa vse. Zaradi tega ne bo večji kriminal. Naj ima občina jih preko, ne pa neki zvodniki, pa naj oni kasirajo, sem pa tja. Jaz osebno imel seznam v pisarni, 15 komadov stoji, 2 na Brežihovi, 2 tam, 3 na Turnerjevi. Tu jaz ne vidim nobenega problema. Treba je, po noči mora mesto živeti, drugače je mesto mrtvo, ne? Ja, to je vsekako resnica. Kaj pa tisti, ki recimo živijo v samem jedru mesta Maribor in bi radi imeli tudi svoj mir po 10-11 uri zvečer? Ja, absolutno se strinjam. Po 10 galama v mesto, čujte, to je skregano z logiko. To ti bi vsi imeli lokale do 2-3 zjutraj pa muziko na full. Da še kdo nekih svin slučajno ne bi spustil na pločnike, da bomo vsi bolani. Kaj ste vi normalni? Res? Pa ni šans. Neki red pa disciplina mora biti. Ja, se strinjam, gospod Jože Gorjup, mislim, da smo že mimo te točke, da bi kakorkoli komentiral te vaše odgovore. Ste še vedno kandidat za župana mesta Maribor in recimo še zadnja točka, vino. Mariborski vinorodni okoliš je zdaj ali bolj približati ga recimo uporabnikom ali ne? Zdaj vem, kam pes taco, veliko odpravimo tu. Vino treba poceniti. Zakaj bi tisti bogi klošari jim pravimo, ki nimajo ki prav spat, pa je zakaj morajo 6 ljudem reči, da se treba grijo liter kupiti. Vino je treba približati občanu. Vino je zdravilo, mi smo tu z vinom tesno povezani, živimo od nekdaj z vinom. Treba ga je poceniti, da bo dostopno vsem. Več ko spit ga, tak ne, moramo. Se od vina še noben ni crkno. Ne, vino, to je tudi ena stvar predrago, je res. Ja, zanimivo, kaj pa na drugi strani, če pogledamo, tako je dejstvo, da je mariborski vinorodni okoliš precej cenjen. Imamo kar nekaj šampionov, ki so zrasli na naših prisojnih legah. Precej cenjen. Čujte, da ne bom začel naštevati. Chardonnay, Sauvignon, zeleni silvanec, laški, renski, ki je. To je vse tu, ko okrog pogledaš. In mi to prodajamo po 1000 ali 1500, pa 5 ur je treba za botelko vzeti. Pa kaj smo mi normalni, ali kaj? Vsak klošar že ima botelko v roki v parku, tak je poceni. Treba je ceno dvigniti. To je zeleni silvanec, mora biti 12 ur, pa kdo ima denar, ga pije. Ne pa, da bo vsaka svija si ga dol po vratu spuščal. Tu se mi prodajamo, ko butli neke. In to je treba narediti. Vse pravim, jaz bom župan, jaz bom pelo ženo pa froce na Pohorje, pa bom rekel, to vse je moje, ker z Pohorja se dalje vidi. Pa še fuzbaler bo začeli zmagovati. Tak. To sem za obljubo. Jože Gorjup je bil tole kandidat za župana mesta Maribor. To je bila še ena resnica, dame in gospodje, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.